srce Istri tuga, raduj se, u nebo ni nađeš druga, raduj se. I kad mislim mori tama, raduj se, ne si dušo, nisi sama, raduj se. Raduj se, raduj se, nismo sami, Bog je s nama, radujmo se. Raduj se, raduj se, nismo sami, Bog je s nama, radujmo se. Ptice nebeske pevaju, raduj se, Hristos rodi se u sjaju, raduj se. Pevaj vasi ono cela, raduj se, Hristos nam se Gospod rodi, vaskrse. Raduj se, raduj se, Bog se rodi i vaskrse, radujmo se. Raduj se, raduj se, Bog se rodi i vaskrse, radujmo se. Nek nam pesma nebu leti, raduj se, Bog je s nama i svi sveti, raduj se. Srce čisto daruj svima, raduj se. Zapevajmo sa želima, radujmo se. Raduj se, raduj se, nismo sami, Bog sve prima, radujmo se. Raduj se, raduj se, nismo sami, Bog je s nama, radujmo se. Dober dan, še enkrat lepo pozdravljeni. Hvala Milanu Jovanoviću, pravoslavnemu duhovniku, in Goranu Đuriću za Rockerju. Ja, rockerju, to smo že slišali, tudi občutili, ne? Se pravi, se nam obeta dolga noč, gospod. Mi imamo čas. Pa tudi gostoljubni smo, ker nas je veliko Štarcev tu. Tako da, ja. Mogoče bom malo preskočila scenarij. Pred leti je Milada imela intervju na televiziji, ne vem že koliko so posnetek ponavljali, pa so jo spraševali o narodnosti. Pa sem jaz tudi pritegnila temu, ki je rekel, ti si Štajerka. Tako da, ja. Tako dovolite še kratek uvod. Milada Kaležič, slovenska gledališka in filmska igralka, se je rodila v Črni Gori, njena družina se je zaradi očetove službe veliko selila in se nazadnje ustalila v Mariboru, kjer je Milada končala osnovno šolo in gimnazijo. V 3. letniku je začela sodelovati pri ljubiteljskem društvu Slava Klavora z mnogimi kolegi, ki so vsi naredili velike kariere na naših odrih. Milada je nedvomno ena najbolj karizmatičnih osebnosti slovenskega gledališča in filma v zadnje pol stoletja na Slovenskem. Desetletja je soustvarjala podobo slovenskih poklicnih odrov, najdlje v Celju in Mariboru. V svoji bogati karieri je odigrala več kot 80 gledaliških vlog, za kar je v letu 2011 prejela Borštnikov prstan, najvišje priznanje za igralske dosežke pri nas. Je tudi članica občestva Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru. Pred 20 leti je doživela osebno duhovno spreobrnjenje in iz prepričane ateistke postala predana, novorojena kristjanka. Pri založbi Družina je v teh dneh išla njena duhovna avtobiografija z naslovom Vsa moja resnica je v njem. V njej predstavlja osebno pričevanje o poti vere in življenjskih preizkušnjah. Pot vere bo tudi tema nocojšnjega pogovora. Pa Milada, kako to, da si se odločila napisati svojo duhovno avtobiografijo, ni se enostavno tako razgaliti?
No, jaz bom stala, Ja, ne da vi mene boljše vidite, ampak da jaz vas mogoče. bolje vidim. A ja, da bi Ja, imela ker se mikrofon. mogoče zadaj ne sliši. No, hvala mojemu duhovniku Milanu. Si predstavljate, kot drugi duhovnik ima liturgijo, sva mi dva zbor, zdaj bo zvedel eno najino skrivnost. In potem jaz, ker ga tako rada poslušam, vedno rečem, jo, jaz nekako danes ne bi tja stopila, samo da potem on sam poje. Ker res lepo poje. Mislim, da je nihal, ali bi bil pevec, ali ne, pa se je potem tako odločil. Zakaj sem napisala? Ja, Glej, nisem jaz sploh imela namen napisati, ker je tam stoji moja hči, ki me zelo strogo gleda, ne. Nihče v družini ni bil navdušen, ne, vsi so bili totalno ogorčeni. Vsi veste, da vsi pisatelji, ki se razgaljajo, tako ta recimo Nesbo, ima kar naprej z vsakim novim romanom, ima na sodišču 10 novih tožb. Tako da sem rekla, jaz tega ne bi pisala. No in v bistvu je ta knjiga zasluga urednika Davida Ahačiča, ki je dejansko zelo nenavadno vztrajal. Najprej, ko mi je to predlagal, bil je mesec junij, sva se zmenila, da res ne, da enostavno ne vem, kako bi to pisala, da se mi zdi pretežko, da v bistvu, tako kot tudi Dostojevski pravi, ne, da so avtobiografije vedno zelo sumljive, ker je človek prizanesljiv do sebe, ne, glavnega ne pove, pol pa malo laže, malo pač olepšava celo zadevo, kar je res, ne. In potem smo rekla, glej, David, res enostavno, sploh si ne znam tega predstavljati, no in sva bila zmenjena, da ne. In sem bila res nekako pomirjena in zadovoljna. Pol se je pa zgodilo, tako kot vedno, nekaj mističnega, da je David prišel nenapovedan na mojo slavo Svete petke, kar se mi je zdel en tak znak z novinarko Ksenijo Hočevar. Ksenija, vstani in povej, da je to res. Se skrila zdaj. Z njima je bila še sestra Snežna Večko, znana teologinja in profesorica na teološki fakulteti, ki je v Svetem pismu prevedla knjigo o Esteri. No in potem so začeli pač me prepričevati in sem rekla, no v redu, zdaj pa, kaj pa vem, na tako svet dan, mogoče pa res ne morem reči ne, pa sem rekla v redu, ampak nismo nič, in do danes nismo ničesar pisali. Ker sem mislila, Bog ve, kaj se bo zgodilo, lahko da se mi bo ustavilo, potem sem pač upala, da bo Ksenija nadaljevala, njo sem imela vedno v rezervi. In no, pa je nekaj kar, leto 23 sem to pisala, šlo mi je zelo počasi, v bistvu več kot en A4 format naenkrat, pisala sem z roko, ker sem digitalno žal nepismena. Več kot eno stran nisem spravila skupaj, pol sem pa molila za nek navdih, ki se mi je zdelo, da ga ni. Potem sem si zelo želela kot igralka, da bi bilo malo tako literarno, da bi eno noč, recimo celo noč pisala, pa bi spravila skupaj 5 neverjetnih, literarno krasnih stvari, to se ni nikoli zgodilo. In potem sem pač pisala s temi pavzami, potem je prišla ena deklica, hči od ene moje prijateljice, ki je to spravila v računalnik. Nam je seveda kot pravi ženski sva 2 uri klepetali, pa pol ure tipkali, ne. In potem je to nekako bilo, zdaj sem jaz čakala, kaj bo David rekel in je kar nekako, David je bil kar zadovoljen, je sprejel, tako da danes žal mi je, da ga danes ni tu, ker je obležal in vedno mu rečem, David, ta knjiga je tvoj projekt, tako da če kdo od publike ne bo zadovoljen, bom rekla, prosim, gospod David Ahačič, pa kar njemu, jaz nimam nič s tem. No, in tudi on je zbral naslov, pač je iz nekih mojih pogovorov za časopise, pa mu je bil ta v redu, jaz sem se tudi strinjala. Potem me je presenetil z temi spremnimi besedami, on je zbral te ljudi, ki so to napisali. In tako, evo, in zdaj pač knjiga je tu, tudi jaz sama ne morem verjeti, evo, zdaj pač hodim, včeraj smo bili v Mariboru. Torej, vsi, ki so prišli, so bili moji prijatelji in je potem na koncu ena rekla, veš kaj, imela sem občutek, da smo pri tebi v dnevni sobi, ne. Tako je bilo po domače, zabavno, evo, lahko oče pove, da je bilo res tako, ne. In tako, eto, to je to.
Zdaj sem pa malo bolj resna v Ljubljani. Capital of Slovenija. No, vse pa se bo pa zdaj scenarija držali. Ja, moje vprašanje se malo navezuje zdaj na to, kar si že rekla. Ob izidu si rekla v prvi izjavi, čakam na odmeve, zaenkrat se počutim, kot piše v Evangeliju, storila je, kar je mogla. No, noči po prvi predstavitvi v Mariboru so pa že odmeve, ne? Razen teh, da je bilo kot v dnevni sobi, ampak to je bil dogodek. Kaj pa na knjigo? Ja, to so šele včeraj dobili, tako da je še niso prebrali, ampak so samo me tolažili in so rekli, joj, ne, občutek imamo, da je v redu. Evo, to so. Dobro. Evo. Nagrade so se pri vas kar nizale. 3 Borštnikove, nagrada Prešernovega sklada, Združenja dramskih umetnikov Slovenije, mesta Celje, Mariborska, Glazerjeva nagrada in listina, pa naj ob tem omenim, da okrog najo visijo slike letošnjega nagrajenca te Glazerjeve listine, Gregorja Pratnekarja iz Maribora. Tako da smo kar... In to se je tudi tako zgodilo, po božji milosti, po naključju se je tako zložilo, tako da se nam kar lepo to dogaja, ne? Seveda moramo omeniti tudi nagrado za vlogo Meri v filmu To so gadi. Odlični ste bili tudi v filmih 3 prispevki k slovenski blaznosti, Prestop, Varuh meje in Veter vrži. Kaj menite o vseh teh nagradah? Pri vsem skupaj se tudi je veliko dobrega dela, ki ni nagrajeno in je nekaj skrito. Kako bi malo pokomentirali te nagrade? Pa veste kaj, to je res zelo težko komentirati, ker to je v bistvu tako kot v igralskem poklicu, tako rekoč vse je ena velika loterija. Najprej sploh ne veš, katero vlogo ti bodo dali, v glavnem nisi zadovoljen. Jaz recimo, ko sem bila mlada igralka, čisto vse vloge, ki so mi jih dali, glavne, se mi je zdelo, da niso zame, pa sem se zelo zmotila, so bile zame in sem si vedno želela neke druge, ki mi je šele potem čez leta postalo jasno, da sem imela srečo, da mi jih niso dali, ker dejansko niso bile za mene. In tako da človek se pač v sebi moti, potem pač prideš do nekih vlog, odigraš, če imaš srečo, da je režiser navdihnjen. Pol pa pač, ne vem, kritika, festivali. Jaz mislim, da smo mi igralci res, ne vem, če še koga, recimo kritika piše o nas leta in leta, kar hoče, publika govori o nas, kar hoče, potem pa te še na koncu čaka sodba tvojega gledališča, vseh tistih najprej delavskih svetov, umetniških svetov, umetniškega direktorja, tako da na koncu se tako navadiš, da vsaj z mano je bilo tako, da ko govorijo grdo o tebi, ti je čisto eno. Mislim, toliko tega si že slišal, da... Tako da vse nagrade pa pridejo. Ja, nagrade, ja. Ja, ne vem, kaj naj rečem, mislim, vedno sem bila res zelo srečna, ko sem jih dobila, ker jih v bistvu ni tako enostavno dobiti, ker je res Slovenija, pa sploh bivša Jugoslavija, je bila dejansko posejana z dobrimi igralci. In vem, ko smo prišli na kakšen festival, se mi je zdelo popolnoma nemogoče, da bi kdo karkoli dobil, Ampak eto, imaš srečo, pa recimo spomnim se, leta 2004 smo bili na Reki, tam sva z Pijo Zemljičevo, ki je zdaj v ljubljanski Drami, dobili nagrado, ampak pogledajte, kakšen res uspeh za 2 igralki v mariborski predstavi. Če si pogledal program, so bile predstave iz Beograda, Budimpešte, Sofije, Zagreba, kaj je še bilo, Bukarešte, se pravi sama ogromna mesta, potem pa dobita pač za ženski vlogi 2 igralki iz Maribora. Se zgodi tudi lepo in spontano. Če še dovolite, iz obrazložitve, ko ste postali dobitnica Borštnikovega prstana 2011, se mi zdi, da moram to prebrati. Milada ni med tistimi igralkami, ki bi se pulile za vloge. Izogiba se površnemu delu in zmerom želi, da bi bili vsi ustvarjalci predstave do konca enako predani in odgovorni, saj se zaveda, da je tudi sama lahko le v dobrih predstavah res dobra. Veliko dana kakovostna besedila. Merilo je Shakespeare, igrala je njegovo Ofelijo, Violo, Katarino in Gertrudo. Strinja se z Borgesom, ki je rekel, nihče ni bil toliko ljudi, kakor Shakespeare. In to nenavadno, a natančno izjavo bi lahko uporabljali tudi za našo nocojšnjo gostjo. Malo kdo je lahko tako zelo
80 različnih ljudi, kakor je bila Milada. Milada prav takšna si tudi sedaj kot vernica, zahtevna za nas površne kristjane. Pa če še to ponazorim z mislijo iz tvoje knjige o novem tisočletju, kjer si se spraševala, še iskala, si rekla, sem spraševala kolege o njihovi duhovnosti. V glavnem so se spogledovali z budizmom, ker je bilo to seveda daleč od samega budizma. Videla sem, da jim ugaja, ker je bilo vse nekako neobvezno, nikogar ni bilo, ki bi težil in te klical, Bog ne daj k kakšni odgovornosti. Ja. Tako da. Igralci radi rečejo, da so freigeisti, ne? Ja. Kar pomeni, glej, vse mi lahko rečeš, sam ne mi težiti, ne, kao, Ja. moraš to ali pa ne to, to je za nas najbolj grozno, ker igralci najbolj od vsega želi, da je svoboden, ne, in no, seveda, na odru ima ta lažni občutek 2 uri, ne, potem je pa spet ujet, tako kot vsi ostali. Tako da, ja, jaz sem prejadrala cel New Age, ne, dobro, jaz sem to že tolikrat že res govorila o tem, da gre nekaterim, ki so to slišali, že malo mogoče je preveč, no, ampak mogoče pa tisti, ki ne vejo, vsa zadeva je bila tako, se v knjigi pišem o tem, v bistvu lahko rečem zase, da nisem bila nikoli ateist, ne. Rasla sem sicer v oficirski, partizanski, komunistični, jugoslovanski, ne vem, kaj naj še vse rečem, v oficirskem bloku, tam ni bilo nikogar, ki bi verjel, ampak že kot otroku se mi je zdelo, da ne vem, zakaj bi se tega tako veselili, da ni ničesar, da je smrt konec, pol nastopi črni nič, to se mi je zdelo pregrozno. No, potem sem pa slišala, da so ljudje, ki trdijo, da Bog je in da smrt ni konec, in to me je nekako kot otroka res pomirjalo. Bila sem prav srečna, da je tako, in sem si mislila, glej, super, ne, če oni pravijo, nekaj tu mora biti, ne. Poleg tega sem kmalu opazila, da so cerkve največje stavbe v mestu, zelo lepe, in se mi je vedno zdelo, ja, če si jih ti, ki to trdijo, da je to, ne vem, ni res, ne upajo porušiti, pol je ta zadeva verjetno malo komplicirana. No, in potem pač tako živiš, pol odkriješ, da je literatura res polna Boga, ne. Potem pa pač živiš v bistvu brez vsega tega, ker nisi tako vzgojen, potem pa te seveda življenje stisne, ne. Potem pa z lahkoto padeš na kolena pred neznanim, ki te usliši pri mojih 34 in potem vidiš, da je to res, ne. Zdaj pa ne samo toliko, da me je uslišal, ampak ta občutek njegove prisotnosti je bil res tako zelo močen in me do danes ni zapustil. Ves čas je tu. To je bilo v Celju, v cerkvi svetega Danijela. No, pol sem pa enih, ne vem, ne spomnim se več natančno, 12-13 let molila k temu neznanemu Bogu in se mi je zdelo, da bo tako ostalo, da je to zame čisto dovolj. Seveda vmes sem pač prejadrala cel ta New Age, yoga, reiki, tai chi chuan, vse, kar hočeš, to je v teatru, je tega, kolikor želiš. Ampak sem vedno se je zgodilo nekaj takega, da se je enostavno videlo, da to ni zame, da ni enostavno, res vedno, saj nekaj malega v knjigi pišem o tem. No, potem se je pa ta občutek te božje prisotnosti tako nekako zgostil okrog mene, res je postal izjemno močen. No in potem, da ne bom zdaj predolgo razlagala, seveda nahajaš se sredi nekih pač res težkih situacij, ne vem, kako bi to imenovala, ljudje mi včasih sploh, gospe, rečejo, pa kaj točno se je zgodilo? Gospa, jaz vam ne morem povedati, ker je bil poročen, veste. Tega ne morem zdaj javno, ne, ker me še lahko toži, ne. Pa tudi jaz sem bila poročena in res, najbolj pa ni treba. No, in potem se je pa res zgodil ta največji čudež v mojem življenju pri mojih 49, ko me je res ta nebeška sila tako vrgla po tleh v mariborski stolnici, sama sem bila, da se tega ne da povedati in mislim, da je prav Božji duh, da jaz tega ne bi mogla govoriti, govoril skozi mene. Virujem vate, vem, da si, oprosti mi, vem, da si. In ko sem nehala jokati in to govoriti, sem ostala in sem videla, da stojim pred podobo
mariborski stolnici je na desni strani na stebru Jezusa z trnovo krono. Tako, to je skoraj da popolnoma črna, temna slika. No, in res tako rečejo, ko srečaš Jezusa, srečaš sebe. No, in to sem bila res v tistem, nisem se še zavedala. V tistem trenutku jaz, ne, ker mi je nekdo vztrajno govoril, ti si moja kraljica, in res sem bila, ampak s trnovo krono. No, in potem se pač začne seveda zares, ne, krst, cerkveno življenje, zakramenti, to seveda ni čez noč, potem to traja nekaj let in potem res začutiš, da se ponovno rojevaš, da postajaš nov, drugačen. No, in potem, ker je zdaj že od takrat 21 let, se pa celo pomiriš. Okay. Jaz bi prosila še za malo glasbe, gospoda Milana Jovanovića in Gorana, če nam ni pobegnil. Roker je šel pit. A je? Okay. Pa bo veš lepa na knjigo. Ja, se vredo. Kam je šel? Že gre. Ja. Ja, to bo. Tatjana stol. A ja? Ja. Ja.
Hvala lepa. Milada, če se dotakneve same knjige, o naslovu Vsa moja resnica je v njem si že povedala, Ja. Mogoče o sami vsebini, potem pa tudi zelo poveden je ta angel. Ja, to pa rada povem o angelu. Ne vem, če se bo kdo spomnil, v 70-ih letih je bila ena zelo odmevna razstava v Parizu, Umetnost na tlu Jugoslavije se je imenovala, in ta angel je bil kot plakat. In vsi smo si ga zapomnili, res je bil lep. Potem sem ga pa drugič videla, ko sem videla en posnetek, ko je Ivo Andrić dobil Nobelovo nagrado, so ga intervjuvali v njegovi delovni sobi in imel na polici tega angela. Ne, zdaj si predstavljate, da sem pa jaz hotela ga. No, in ker je res lep, no pa tudi ena pevka, ko je pela Cakana, ona poje, to je Tez Kosova, res te imam rada, je imela tako svileno belo obleko in je ta angel bil, in vedno, ko sem jo videla, sem bila čisto očarana. In tako da me res zasleduje. Se sem hotela prenesti mamino pesniško zbirko tudi, nekega srbskega pesnika, in ima tudi tega angela, in vem, da sem ga gledala, tako sem bila očarana in sem rekla, joj, ne vem, če bi jaz neke pesmi napisala, bi ga tudi imela, no, in naj se mi je želja izpolnila. To je pa sicer vstajenski angel v manastiru Mileševa na jugu Srbije. To je tisti angel, ko pridejo žene mazilit, pa je kamen odvaljen, pa jim on pove, obujen je bil, ni ga tukaj, pojdite pred njim v Galilejo, tako kot vam je obljubil, da ga najdete tam. Svojo zgodbo začneš pripovedovati s preobrnjenim, nadaljuješ pa kronološko o očetu, materi in babici, še nisem nikoli toliko pripovedovala. Po drugi strani pa sem morala zelo paziti, da nikogar ne izpostavim in da ne bi bil kdo prizadet. Je to uspelo? So mogoče vsi prej prebrali, preden je šlo do Davida? Ja, ne vem, prebrala je prva moja sestra, ki ni rekla nič, kar je zelo povedno. Dobesedno nič ni rekla. Jaz sem čakala, nek moj citat je rekla, da je napačen, nomen, stomen, ne bom razlagala, pa se je izkazalo, da ima prav. No, jaz sem bila jezna, sem mislila, če je to vse, kar mi ima zapovedati, pol pa tudi ne. Glejte, tako je, ne. Recimo, imam zelo strogega krstnega botra v Črni Gori. Smo prebrali? Ja. V bistvu je toliko naredil zame, da bi si zaslužil posebno poglavje, svojo fotografijo, ampak jaz si tega nisem upala narediti, ker je tako strog, da mislim, da bi bil sposoben zahtevati od mene, da založba iztrga te liste ven iz knjige, ker nikoli ne moreš po njegovem povedati točno tako. Ne. Če vam povem, kakšen res zagret kristjan je, ne, ko je bila ta inauguracija novega mitropolita na Cetinju, nekateri vejo, kakšen cirkus je to bil, ne, je njega vladika Joanik, ki je bil ustoličen kot novi, povabil, ker je pač kot odvetnik dela za Črnogorsko-primorsko mitropolijo, da bi šel na Cetinje. Tam so oni gerilci zaprli vse ceste, gume so gorele, bilo je pa res neprijetno in grozno. In kaj je on naredil, ne? Napisal je testament in je bil pripravljen umreti, braneči manastir. Tako da, no, takšen je potem tudi seveda do vseh, do mene. Vedno mi je govoril, da vse prelahko jemljem, da sem tralala. No, ampak samo enkrat mi ga uspelo, enkrat smo se sprehajala in pa rekel, poglej, recimo, sam kak hodiš naduto, ne? Pa se rekel, če pa so nas na akademiji kar naprej smo morali biti vzravnani, pa glavo gor, pa to, kaj bi zdaj rad ti od mene? Ja, bolj skromno, bolj se, ne, pa to, pa glej, kak se smejiš, kot čarovnica iz Istvika, ne? Pa se rekla, ja, pa ne vem, to mi je ostalo še, ne vem, od igralstva, pa od tega, ne? Pa sem se spomnila, pa se rekla, pa kaj me toliko šimfaš, sej v unem psalmu, a ne piše, Gospod, zahvaljujem se ti, ker si me tako čudovitega ustvarjal. Bravo. Pa rekel, dobro si se izvukla. Tako da res je strog, mislim, ampak mislim, da mi je res bil od Boga namenjen takšen strog, kot je,
ker je, evo, tu je njegov bratranc, moj nečak, Srđa, vstani Srđa, da te vsi vidijo, iz Črne Gore. Njegova soproga Alenka, pa mali Petar Kalezič. In ko sem prihajala kot teta na obisk, k mojemu bratu v Črno Goro, pa Srđa, pa drugi nečak Milovan, ta dva mi nista sploh kaj dosti, se nista navduševala nad mano, sta vedno kar šla, no takrat so še bili vsi zelo mladi. Ta moj bodoči boter je pa vedno prišel kot nek angleški lord, tako svečano oblečen. Kako ste? Mlad, še je srednja šola, prvi, drugi letnik, mi je dal roko, kako je v Sloveniji. Da vas pitam nešto, da li katolici stvarno vjeruju da je papa nepogrešiv? Jaz rekla, ja, vjeruj pojma, ne, šta oni vjeruju. Ja, no in taka vprašanja je imel, to ga je zanimalo že kot otroka, ne. No, pa pač počasi pač izkazalo se, ko sem se šla krstiti v Ostrog, klicala sem brata, pa je rekel, no bom jaz rekel, Daliborju, on tam v Ostrogu vse pozna, se bo on uredil, da prideš. Pol pa je rekel, ko će ti biti kum, jaz seveda nisem sploh vedela, kako to gre, pa sem si želela, da bi bila ena moja prijateljica iz Celja, je rekel, ne, to mora biti nekdo iz pravoslavne cerkve, jaz rekla, če pa nikogar ne poznam, ne. Pol je predlagal nekega mojega bratranca, ki res mi nekak, kaj pa vem, nisem si znala predstavljati, ni mi nekak bil, pol pa me je presenetil, pa je rekel, bom jaz. Evo, in tako je vsa zadeva se zaključila, tako da je bil res do mene strog. Tudi če lahko dam vprašanje, zelo lepo si ga opisala, tudi pa mi je bilo všeč, ker te je poslal malo v Ostrog, še tako za vsak slučaj, ne? Ja, to je ena mojih najbolj takih duhovnih jaz vedno, ko pridem iz Slovenije, ne, ker nas je naš tata, ker seveda ni imel denarja, ne, smo se cijazili s temi vlaki, to je bilo grozno, 2 dni, 2 noči, to si na pol mrtev prišel v tisto Črno Goro na 40 stopinj, no in potem jaz seveda potujem takoj, avion, taksi, adijo, nimam časa čakati in je še moj oče enkrat rekel, kdo te je navadil tega buržujskega potovanja, se rekla, ti si me navadila. In kaj sem hotela reči? Ja, in potem je moja prva pot z letališča Ostrog, spoved, pa pač tam, kar imam vse, pol pa, ko to uredim, pa sem še ves dan tam, včasih prespim, zunaj, tam se spi zunaj, poleti, ne, pa tudi pod zimi. No, pa pridem domov, pa so me vsi čakali, brat, pa to sorodstvo, pa on pa me tako gleda, pa rekel, ti to nešto nisi dobro shvatila. Znaš šta, idi ti, vrati se ponovo v Ostrog. Pa vsi so začeli, pa daj, no nekaj, no glej, če je prišla na dopust, kaj si čist nor. Jaz sem pa vedela, da ga moram v Boga, to sem intuitivno čutila in res sem ga vedno, ne. No in sem šla in potem mi je rekel 2 stvari, 2 zelo važni stvari. Je rekel, veš, glej, da ne boš prizanesljiva do sebe, ne se opravičevati, bodi neusmiljena do sebe, ne se šparati. Jaz sem kar pa rekel, in bodi pripravljena, ker menihi takim ženskam, kot si ti, ki so toliko let živele brez Kristusa, brez cerkve, lahko v nekem momentu rečejo, v redu, zdaj pa nehaj pripovedovati, pojdi domov, 1 leto premišljuje o tem, moli, pa se potem vrni. Se rekla, zdaj, če se to zgodi, ne vem, to bo res grozno. Manj potem greš v takšen, prideš, tam ljudje čakajo v vrsti, vedno en menih, ki dežura pri teh relikvijah svetnikovih in ti rečeš, jaz bi se spovedala, on reče ljudem, počakajte malo, jih da tako nazaj, ti potem začneš. To je bilo res, seveda, to, da jočeš je še najmanj, da klipaš, da ga sploh gledati ne moreš, da sploh na koncu ne veš, kaj govoriš in skozi ti gre po glavi, bodi neusmiljena do sebe, si razumela in potem skušaš biti res neusmiljen do sebe in sam čakala sem, tako sem se unga kivota držala, da bo rekel, tako zdaj pa idi domov, ne. Pa premišljuj. No in ne vem, koliko časa je to trajalo in sem res mislila sem, da bom od vsega hudega padla po tleh, ne, tako je bilo. Pol pa se je zgodilo nekaj nenavadnega, ne, da me je ta menih objel in je rekel, ne boj se, bit će sve dobro. Pol pa prijem najprej sem še sedela pred samostanom,
da prijem k sebi, ne, ker sem bila čisto v rasulu. In res sem doživela, kar sem kasneje prebrala pri enem teologu, da ko se res spoveš, tako kot je opisal ta moj boter, neusmiljeno in to, da začutiš, kako se vsa tvoja sramota utaplja v morju Božje ljubezni. In res, ko sem sedela pred samostanom, sem imela občutek, ko sem gledala nebo, da me celo nebo objema. Res je bilo nekaj tako lep, nepopisnega. No in potem pridem domov in on me tako gleda, kako je bilo, pa sem rekla, glej, ne boš verjel, ni me nagnal, ne. In kaj ti je rekel in mu povem, kak je bil prijazen z mano. Pol se je pa nasmejal, pa je rekel, znaš li, zašto je to mogel, da kaže? Jaz seveda nisem vedela. Jer si se pokajala. To sem se pa res. Res sem se zelo pokesala, ne. In mislim, na takih teh točkah je res so bili ti moji duhovni koraki in pač tako se je to dogajalo. Tako da, če bi lahko, ne bi ga imela, se pravi, sliko, vse bi opisala, ampak mislim, da ne bi bil navdušen, da bi nastopal v knjigi neke grešnice, ker mi je enkrat rekel, da ne bom nikoli prava kristjanka, da sem samo grešnica, koja se preobratila, kao to pa je malo več kot nič. Ja, evo, tako glede. Pol pa seveda imam enega meniha, pri katerem se spovedujem, tudi od samega začetka, ki je res tudi za mene bistven. No in se je tudi tu pokazala ena mistika, ker veste, nekateri menihi, ko mu poveš, da si igralka, reče, joj, mislim, sestro, poziv ti je jeres, kar pomeni odpad od Boga, totalni, ne. Pa sem pa enkrat rekla, pa dobro, pa se zdaj ne bom toliko igrala, bom poučevala, ma još gore širiče. Tako da si čisto bupan, ne. No, ta moj menih, ne, ko sem pa govorila pač o odru, pa kak, ne vem, moram to, pa ono, pa kak mi je težko, je vedno tako, meni se je zdelo, ne, pa se je izkazalo, da se mi je prav zdelo. Me je tako skoraj da nagajivo gledal, pa ni nikoli nič komentiral, ne, ampak tako, da, ja, oder je. Pol sem pa po slučaju spoznala, blazno sem bila radovedna, kaj je bil prej. Seveda moj kum je rekel, da niti slučajno ga ne bi vprašala, kaj je bil v prejšnjem življenju. Pa kako mu je ime bilo, pa kakšen, tako kot znaš biti pretirano domača, ne, niti podrazno. In Bog me je videl, kako sem radovedna in jaz poznam nekega sorodnika njegovega in mi on reče, bil je presenečen, ne, ker je pač ta moj menih, pa ta njegov sorodnik so živeli nekje v Bosni in ko je bila vojna, so se vsi razbežali. In on je rekel, jaz ga nisem videl, on je pa sicer odvetnik v Mariboru, nisem ga videl 15 let. Mi smo sam sorodniki slišali, da je postal menih, da je šel na Sveto Goro v Grčijo in da je zdaj nekje v Črni Gori, ne. No, ta pa ni bil nič v viri pa to. Pa sem rekla, ja, on je zelo spoštovan spovednik in tudi koliko je zame naredil in tako, najpol pa me je tako poslušal, pa je rekel, veste, tako se mi zdi nenavadno vse to, kar govorite, ker on je bil, ne vem, kako naj najdem pravo besedo, on je bil rocker. Imel je svoj band, ne. In potem sem razumela, zakaj me razumel, ne, ko sem jaz rekla, ja, veste, na odru, ne. Vem jaz, kaj je odr. Ne. Nismo mu dali odra. No, ja, no, tako sam še to, tako da recimo, tako kot sem zdaj vam, nisem mogla teh stvari seveda napisati, ker brala sem, kar je res pri enem ameriškem psihiatru, da baje, oni jim pravijo klienti, ne pacienti, da z veliko lahkoto govorijo o svojih erotičnih težavah, pa občutkih, o virskih pa ne, da zelo težko, ne. In dejansko, ko sem tokrat to pisala, sem videla, da je v bistvu to še večja intimnost, ne, ta neka res, ti intimni trenutki duhovni, ne, ko res čutiš, da te Bog tako gleda v takšnih trenutkih, da se ti zdi frapantno, ne, in se res izkaže, da ne samo, da te pozna, ampak da ve res še tisto, kar niti sam ne veš o sebi, ne. Zdaj pa naj malo poveš. Ne, bomo še malo govorile, pa bodo
peli. Jaz bi še na ta ostrog, zdaj bom jaz tudi šla v bližnji prihodnosti, moram to tja poromati, ker si ti tam imela take izkušnje, ki mislim, da bi še komu koristile. Recimo, tukaj si šla, si mogla iti malo delati, če tja, to sem prej mislila, si pulila sredi vročine, mogla puliti tam neko... Čakaj, in rada bi to poudarila, tam je mogla trpeti, ponižana je bila, jaz sem rekla, jaz bi kar šla domov, sem rekla, mogoče bom napisala, kaj je pobegnila, ampak tebi je uspelo napisati, to bi ti rada čestitala, ker si to, glih, kar si pravkar rekla, to intimno izkušnjo si vseeno napisala, ne na nek pobožnjakarski način, tiskaj porečeš, Bog pomagaj, ampak z humorjem, pa bom sam prebrala, po tisti hudi vročini, ki je vsa prešvicana prišla, ni več mogla hoditi, je rekla, bila sem na robu solz, pa je šele prvi dan. Poklonila sem se svetniku in šla ponovno nazaj. Nekje na sredi poti se ustavim in premišljujem, zakaj se počutim nekako čisto drugače. In ugotovim, da so vse bolečine izginile. Sveti Vasilij mi je pomagal. Pravijo, da take čude doživljajo tisti duhovno najbolj bedni, ker bi sicer propadli. Ja. To je pa res bilo iskreno. No, to je tudi zasluga mojega botra, ki je rekel nekega poletja, veš kaj, mi imamo, reče se, poslušanje, da greš v nek samostan. To je bilo kar kmalu po mojem krstu, pa rekel, bilo bi dobro, da ti odeš v Ostrog na poslušanje. On je to se zmenil z tam predstojnikom, pa to ne, jaz nisem sva imela pojma, kaj to je. To je bilo kmalu po mojem krstu, nič, zelo malo sem še razumevala cerkev pa to. No in pridem in seveda ne taka kot sem, se rekla, zdaj me bodo pa dali v kuhno, pa se bom naučila kuhati to samostansko hrano, pol bodo pa hodili prijatelji k meni, pa bom rekla, naj kaj obvladam in ne, tako sem se jaz to predstavljala in sem doživela totalni šok, ko so rekli, da bom pulila plevel od spodnjega do zgornjega samostana. To je približno 4 kilometre. Ko je najbolj vroče, ko ob tem času niti na plažo nisem šla nikdar, od 11 do 4, nisem mogla verjeti. In to samo jaz, drugi so imeli neka bolj taka, kako bi rekla, fina dela, fajn, vse ženske so bile v kuhinji. In tudi vsi so me gledali, kao, veste, pri pravoslavnih je vedno tako, če se zgodi nekaj takega, je vedno komentar, ova mora, da je puno grešna. Tako da to me je skozi spremljalo, No, pol se je pa še izkazalo, da sem popolnoma napačno oblečena, evo vidite, tako lahko oblekco poletno sem imela, na boso nogo, neko zadevo, brez rute, seveda, ker bi znorela, ker še po zimi jo težko nosim, kratki rokavi, vsa. One so pa bile, nikjer ni bilo niti centimetra kože, nogavice, sandali, dolgi rokavi, trde tiste kikle, ruta. Jaz sem bila res čisto šokirana in potem seveda me je ustavil otac Sergej, takrat je on prišel kot mlad menih, zdaj pa predstojnik samostana Ostrog, ne, in vem, da je prišel k meni pa je rekel, da vas pitam, odakle ste vi, pa sem rekla iz Maribora. Da, odmah sem znal, da ste iz nekog drugog kulturnog okruženja. No, ampak je bil poln razumevanja do mene, ne. No in skratka so me pa te moje sestre pa čisto izločile, ne. Nihče ni govoril z mano, res sem se počutila, kot da imam kugo, no edino otac Sergej me je govoril, ona je pa prav nič, ne. Pol pa je ena rekla, zakaj nimam rute, ne, pa recimo, pa sem rekla, pa veš kaj, tako mi je vroče, ne vem, nisem navajena, res mi je vroče. Pol je pa ena mlada iz Srbije, tako je bila lepa, res pa Liz Taylor ni tako lepa, kot je bila ta deklica. Je imela ruto in ko sem jaz to rekla, je vzela tisto ruto dol, jo je v nek ajmer z vodo takole, pol si je pa mokro zavezala, ne, kao, no pol pa če ti je vroče, pa si jo zmoči, pa si jo daj tvo, ne. In jaz sem kar, my God, ne, to pa je zdaj ostro, ne, in vse so bile tako, ne. Pol pa so govorile, pol pa ena rekla, pa zašto zapravo nemaš maramo, ne. Pa sem se pa jaz jo načela, pa sem rekla, pa ne znam, jaz se v tem stvarima držim zapovesti svetog Augustina. So me kar tako pogledali, Augustina, kaj bo pa zdaj ta prijavila?
Sem rekla, Avgustin, šta je rekel? Sem rekla, on je rekel, jedinstvo v bitnome, se pravi stvar vire, kaj verujemo, sloboda v manje bitnome, to, kar se moje rute, pa kikli, pa vsega tega tiče. Sem rekla, in ljubav v svemu. Zdaj pa se spomnite, kako se vedete do mene. Ne? Res je, da sem grešnica, ampak je to lepo. Pol so pa bile čist tiho, pol sem se pa ojunačila in sem rekla nekaj zelo grdega. In sem rekla, da ja nisem znala, da sem došla v pravoslavni manastir, ja bi mislila, da ste muslimanke. No in potem res kmalu po tistem so, ne bom rekla, da zato mogoče tudi se je bilo normalno, ker je bilo vroče, no skratka so imele potem vedno zavezane rutke tako res nonšalantno zadaj, začele so nositi te kratke rokave, no in zdaj, če prideš, so skoraj tako oblečene, kot jaz takrat, ko sem prišla. Tako da, no, ne, to je to sem prestala. Ja, bolelo me je pa tako vse to, apropo tega, to je bilo neverjetno. Delaš, kar nisi nikdar delal. Puliš tisto iz kalovja, roke imaš čisto tečene, rokavic nimaš, mimo tebe vozijo avtomobili, čisto rdeč si, ko paradižnik, glavo imaš, križ te boli. Jaz sem si mislila, jaz itak jutri, prvi dan je mimo, jaz ne bom mogla iti. Pol pa še pride ena sestra, ki je bila zelo stroga in pravi, v bistvu nisem čakala hrano, sem da se uležem, pravi, smo bili pa že dol pri spodnjem samostanu in pravi ona vsem, vi svi na večeru, a ti idi gore in pokloni se svecu, ponovo. To je tako zvenelo je kot kazen, nisem pa vedela, da me bo to odrešilo, no in pridem vsa zelo voljna gor, se poklonim, no in res, ko sem šla dol, sem rekla, pa kaj jaz sem nekako čisto vse mi je potegnil ven, vso bolečino, iz rok, vse. In res, jaz vam tega ne morem povedati, otac Sergej pravi, da sem ostroško dijete, mislim, da res. Tam sem doživela toliko čudežev, da če bi vam jaz zdaj to začela razlagati, jaz vem, ko sem sorodnikom, vedno je bilo, joj, daj nehaj, no mislim. Pa, res imaš fantazijo, a bi ti nehala. Ampak to so tako, nepopisno, kaj se tam dogaja. Nepopisno. No in ne samo to, da sem bila potem v redu, da sem lahko delala, pa sem si mislila, tako puljem, tako ob cesti, pa gre en avto mimo, pa vidim kranjska registracija. Sem rekla, kaj če pride kdo iz Maribora, gleda, kako grozno zgledam, ne? In sem se obrnila čist v skalo in sem tam pulila zadevo in se ustavi en avto in vidim BG, oh my god, in pogledam, George Clooney ni bil tak fest, kot je bil ta človek. In on pravi meni, res tak lepo, sestro, ili ti to pomažeš v manastiru? Bog dragi, da te blagoslovi. Tako da res vse me je opogumljalo, no glavno je bilo pa to, zakaj sem pol se izkazala, ko sem prišla v Maribor, zakaj sem pulila plevel. Ker seveda vedno taka uporna in samovoljna, kot sem bila, sem naredila še tokrat en napačen načrt, da evangelij Pavlova pisma pa apostolska dela, to je pa nekaj tako zahojenega, tega pa definitivno ne. In v bistvu sem to pulila iz svoje glave. In ko sem prišla v Maribor, in so se pač zgodile stvari, da mi je bilo to jasno, potem sem ravno po zaslugi Maksimiljana Matjaža, ki je v biblični skupini, ki so me prijateljice povabile tja, ravno imel Pavla in potem smo tudi romali po Pavlovih poteh v Turčijo in sem res Pavla tako vzljubila, da enostavno vam ne morem povedati, kako ga imam res rada in seveda Pavlova pisma in apostolska dela Ja, no, zdaj pa naj poje. Pa prosim za glasbeno točko. Ne, ni, ampak bi imele premor. Dobro, ta pesem je po želji gospe Milade, ni bilo na načrtu, tako da se bo malo pomagal telefonom, ampak je govoril o planini. Nisem, eno uro, pa še dan do jutra. Lahko, ja. Se pol pogovarjamo še. Sestrice, pjesmo sa planine,
glas treba da me plaši, jer mi srce traži pjesmu jedinu. Pjevat ćemo što nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Pjevat ćemo što nam srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Ja sam vam otuda gdje pjesme nose ljudska lica ili malo me strah, da će bez ljubavi za njima zalediti zima pjesmu komšinsku. Pjevat ću vam što mi srce zna, pjesme sa svih strana planina. Čujte me, ljubavi sam žedna, jer je pjesma jedna nama suđena. Se je mogoče med vami, med publiko porodilo kakšno vprašanje za Milado? Tudi, če še niste knjige prebrali. Zdaj pa taka tišina. Vedno je tišina, nihče me noče vprašati, nikoli nič. Ne, se mislim, da je bilo kar dosti, da lahko. Bi zaključili, imamo še veliko vprašanj. Ne, se... Lahko jaz nekaj? Ja, prosim. Ja, ne bo crkveno. Nekaj v duhu tega, kaj ste se prvo pogovarjali. To sam včeraj tudi govoril v Mariboru. Mi smo drugače zelo ponosni na našo gospo Milado. Predvsem, kako bi rekel, ta njena vloga v crkvi je takšna, da je ona napoje pri nas v crkvi in kaj je tudi, ali to lahko reče, to vas ne gordim preveč. Ja. Da, jaz mislim, jaz sem tu nekih 13, 14, ne, manj, 12 let. Gospa Milada je inventar, v pozitivnem smislu. Edino ni v crkvi, če je res bolana, a to je zelo redko. Tako da je vedno v crkvi, to nas veseli. Ampak ena zgodba, ko smo, to sem včeraj govoril, da ne pozna, ko smo se pripravljali za eno, za nas zelo pomembno akademijo, tako bi rekel, za celo pravoslavno skupnost v Sloveniji, smo v Mariborskem gledališču pripravljali akademijo, to je bilo 5 let nazaj, ker je bilo 600 let od rojstva zadnje censke grofice, ki je bila našega roda, Katarina Kantakuzina Branković, soproga Ulrika Censkega, pa je bilo tudi 800 let samostalnosti naše pravoslavne crkve srpske. In takrat je bila nas čudovita akademija in ko smo pripravljali scenarij sem bil v Beogradu za eno našo znamenito scenarijsko, gospo Ivano Cici Dimić, in smo se pogovarjali o sami akademiji, kdo bo od igralcev in tako dalje. In sem rekel, ne vem, ali poznate, mislim, to je Maribor, tamo pri nas živi še aktivna igralka, tudi poje pri nas v crkvi, gospod Milada Kalezić, rekla, Kalezić. Jaz sem rekel, poznate, mi je rekla, leta 1900, da je to bilo? 78. 78, da, jaz sem jo takrat spomnil, to je bilo skoraj več kot 40 let. Ja, je rekla, ne bom je nikoli pozabila, vi ste igrali
Pomagajte. Vješticu iz Gornje Dašče. In zato ste prej rekli. Ja. Ja, je rekla takšne energije. Jaz to ne moram pozabiti. Tako da je gospa Milada, minulo je 40 let, je vaše ime, pa vašo energijo, pa vse tako da ste bili zelo prepričljivi. Ja, Je to ena mala zgodba. Ja, hvala. Ja, hvala lepa. Hvala. Izvolite, gospa. Jaz Milado poznam, lahko rečem, od otroštva skoraj. Ne bom ostala. No, a ja. Skoraj od otroštva. In v bistvu sva nekako skupaj rasli, tudi kar se tiče gledališča, to je sem dramaturginja. In vem, kaj vem. Recimo, da vem, kaj igralec doživlja, kakšna je to, kako bi rekla, izpolnitev, sreča. Prepričana sem, da je Milada doživela ogromno trenutkov sreče in izpolnitve v svojem življenju do spreobrnenja. Kakšna je pravzaprav, zdaj ste bom provocirala, kakšna je razlika med iz prejšnjega življenja, srečo, izpolnitvijo, kaj zvem, skoraj ekstazo, ne? In zdaj. No, mislim, glavna razlika je to, da takrat si iskal resnico, ne? Zdaj pa veš, kaj je resnica. Enostavno veš, poznaš jo. Izpolnitev sreča, to mislim. Kaj veš, kaj mislim? Ta Droga. ekstatika. Ja, to, pa to ne bi, veš, to, če bi bil zdaj moj kum tu, bi rekel. Kakšna je razlika? Je razlika. Ja, je razlika, Doživljanju. seveda, ne. Ja. Ne, rada bi pa rekla to, ne, zdaj, ko je otec Milan tako lepo govoril, ne, pol pa jaz včasih, ker me on sam šimfa, pa rečem, znaš ta, koji put me neko i pohvali, znaš, prošli put je neko vrlo lijepo govorio o meni i rekao je to i to i to, on pa sam tak reče, i ti to naravno vjeruješ. Da. Tako da nimam nobene šanse, apropo, pač, glej. Ja, ekstaza, to je v teatru normalno, ne. To je v teatru normalno, to se zahteva, to te terajo v to, ne. Zdaj pa seveda, če si še ta tip človeka, ne, tako kot pač Balkanci smo, ne, pol rabiš malo, da začneš narediti, ne, in v bistvu pa to ni zdravo, ne. To pač ni fajn, ni naravno, ne. Ker tako kot rečemo, največji performer, tisti, ki se pretvarja, veste, kdo je, ne, ta črni, tako da zato smo igralci očrnjeni, ker v bistvu, če hočemo biti uspešni, se moramo znati tako mojstersko pretvarjati, da se mu pač zelo bej približamo. No, jaz sicer ne vem, koliko je to res, ne, ampak ne, se pa res zgodijo, evo, moja hči je tu, spomnim se, da sem enkrat pela eden najljubših songov v Beraški operi od Bertolda Brehta, Surabaja Johnny, režiral je Vinko Medrndorfer, to je zelo dolg in lep song. Nisem sva imela tega razpona, ampak sem pa pač pela, ne, kolikor sem lahko, zelo čustveno pa to, ne. In vem, ker si vedno nagnjen k temu in te spodbujajo k temu, glej, predstavljaj si, da je tak, ki mu poješ tu, da je njemu, moraš vedeti, da je to njemu, ne publiki. Publike ni, on tam sedi, sama sabo se zmeni, kje sedi in potem sva ti začneš peti in si misliš, dobro, no, ta neznani, kje si, kad si na galeriji ali kje si, ne. In potem res imaš ta občutek in potem se je zgodilo res nekaj, ne vem, kakšno besedo bi uporabila. Od te predstave je minilo 2 leti, nehala sem jo igrati in je potem pela na podelitvi Borštnikovih nagrad Vita Mavrič, ta song Surabaja Johnny. No in sem si zelo želela slišati, kako pevka, ki pa ima res izjemen razpon, poje to, ne, in zvoni telefon in se rekla Ivani, ona je bila takrat 7. razred osnovne šole ali pa še manj, Vanči, pet, poglej, da jaz to slišim, ne, in potem sam čujem, mami, pridem, ne, in je tako držala telefon, ne, vzamem jaz, in rečem, ja, halo, prosim, in je bil na drugi strani en res popolnoma nor človek, ki je rekel, poslušaš, ne, kako ona to poje, se spomniš, kako si ti pela, veš, komu si pela? Meni si pela. In jaz kar, joj, manj god, mislim to be. In potem, da ne bi svoje hčire prestrašila, sem rekla, jaz se vas spominjam, zakaj pa se nikoli ne oglasite v gledališču, ne, se lahko greva na kavo, pa
Ne, midva ne bova šla na kavo, jaz sem te sam poklical, da ti povem, da si meni pela, tako da prikličeš si očitno, ne tako kot si na liturgiji pa z molitvijo, ne vem, svetlobo pa svetle duhove, si pa pač tam, ko te tirajo v to ekstazo pa to, si pa pač prikličeš, ne vem, take stvari. Se tega je bilo še kar nekaj. No, zdaj pa kar zaključi. Ok, pa bomo Milada, hvala lepa, čist preprosto, hvala za tvojo knjigo, tvoje pričevanje, tudi, ker to deliš vse z nami, pa hvala, da si Štajerka. To pa itak. Tako, jaz upam, da smo vzbudile zanimanje pri vas, da boste knjigo vzeli v roke in jo prebrali. Danes jo pri sodelavki dobite po zelo dobri ceni. Milada bo knjigo tudi podpisovala. Pa ne, ni treba. Ni treba, pa bo, no, pa bo še kaj podelila, kako misel z vami. Drugače pa vabljeni k prijetnemu druženju v našem predverju. Pa iskrena hvala za vaš čas. Dokoli tako ljudi nešto slušaj. Ajde.